Tako pravijo, ne? Ko imaš eno nalogo, da jo boš izpolnil in ti dajo ogromno časa za njo, je manjša verjetnost, da jo boš tako dobro izpolnil, kakor si zelo omejen s časom. Če jo hočeš narediti, ne. Ja. Tako da v bistvu meni je ta time pressure, to, ja, pri starosti, one so začele pri 8 letih tekmovati. Vse to mi je dalo ti zagon, da sem dejansko pustila vse tisto, kar dejansko ni bilo okej zame. Tudi takrat, saj sem vedela, da ni dobro, da ga pijem vsak vikend, pa imam mačka, pa skoraj umrem, ker imam vsake mesec angino zaradi tega in tako naprej in tako nazaj. Saj sem to, da mi je bilo povsem jasno, ampak nisem imela razloga, da bi nehala. Evo, to mi je pa dala razlog, ker sem vedela, če ne bom nehala, ne bom mogla 2-krat na dan trenirati, in bom bolna in ne bom mogla iti na tekmo. In evo, to bi zame dosti močen, zakaj ne bi tega spremenila. Ja, saj nisem mogoče misel spremenila, če bi si dala kakšen nasvet v smislu, tu sem mislila. A veš, kaj ponavadi dostikrat dobi vprašanje, zdaj se ga jaz prvi zastavil, sploh bilo kateremu gostu, ampak tako, kakšen nasvet bi si dala danes kot mlajši sebi, ko si odraščala? Ne vem, mogoče si rekla, pri 10 sem pala v puberteto. Kaj bi si takrat rekla, da bi, ne vem, šla v to željeno smer, rečemo stran od alkohola, drog in tega. Mislim, stran. Se ti težko iti stran, ker je tle. Kot prvo bi si povedala kot zelo mladi punci, da je moje telo moj tempelj in da moram zanj tako tudi skrbeti. In da ga enostavno ne podariš vsakemu, ampak da lahko dobiš pozornost na druge načine, no. Ampak jaz tega takrat nekako nisem vedela, nisem znala. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da sploh ni pomembno, kaj drugi govorijo, pa kaj si drugi mislijo. Da enostavno je sreča v tebi in tudi ta pozornost in ljubezen je vse v tebi. Se pravi, če se obrneš navznoter, če se malo sam s sabo pogovoriš, pa si rečeš, okej, kaj meni všeč, kaj imam jaz rada, kaj me briga, kaj si drugi mislijo. A se jaz hočem zabriti celo glavo, je super, si bom pa zabrila celo glavo, če mi bo to zjutraj, ko se pogledam v špegel, kako dobro. Okej. Štekam. Se pravi, da bodi v bistvu sam svoj v smislu samoizražanja, ne? Ampak še zmeraj čutim, da zraven pa, tako si rekla, in spoštuj svoje telo, se pravi, pazi, kaj daješ vase, nase in koga spustiš blizu in koga ne. In po drugi strani še vedno s tem spoštovanjem do drugih.